Lepo pozdravljeni. Še v mojem imenu sem Jonas Miklavčič in me prav veseli, da bo to glasovanje zdaj izvedeno, ker če ne vsakič, ko sem v takšni vlogi, da sem tik pred kosilom, si nakopljem zamere za to, da potegnem v kosilo. Tako da super, da smo zglasovali to. Torej, naslov moje prezentacije je Umetna inteligenca, avtorstvo in kriza pomena v ustvarjanju. Dve krajši pojasnili. Prvo je, da ta naslov je vsaj malenkost zavajajoč iz podobnih razlogov, ki jih je kolega pred mano omenil v svojem uvodu. Zavajajoč predvsem v tem smislu, da čeprav sta v tem vrstnem redu navedena avtorstvo in pa ustvarjanje, se jaz v svojem prispevku predvsem ukvarjam z možnostjo ustvarjanja umetne inteligence in se avtorstva bolj posredno dotaknem na koncu predstavitve. Druga, morda relevantna opomba pa je, da seveda je razlika med splošnim pojmom ustvarjanja, in torej kakršnim koli ustvarjanjem na eni strani in na drugi umetniškim ustvarjanjem. In jaz vsaj načeloma na začetku izhajam iz splošnejšega pojma ustvarjanja in potem postopoma vedno bolj govorimo o umetniškem ustvarjanju, tako da zaključim pravzaprav pri umetnosti, ker je prav tam morda v kontekstu umetne inteligence ta kriza smisla ustvarjanja morda toliko bolj očitna. Skrat jaz streljam, verjetno v računalnik. V času, ko smo priča generativni umetni inteligenci, ki dozdevno ustvarja besedila, glasbo, slike, videe, dozdevno ustvarja, smo pred vprašanjem, za kakšno vrsto dejavnosti dejansko gre in v kakšnem odnosu je ta s človeškim ustvarjanjem. In na kakšen način, zanima nas torej, na kakšen način umetna inteligenca ustvarja in če sploh. Mnogi avtorji poudarjajo neke različne lastnosti ali pa karakteristike ustvarjanja oziroma lastnosti, ki so ključne za ustvarjanje. Jaz se navezujem v tej predstavitvi predvsem na te tri, pri čemer se povsem zavedam, da prav morda niso edine, prav morda celo nekatere od teh so napačne. Jaz jih izpostavljam zato, ker se zdi prvič, da v večina avtorjev omenja tudi te tri in drugič zato, ker je ena izmed avtoric, na katero se sklicujem v svoji predstavitvi na ene 3 mestih, Margaret Bowden, tudi te tri posebej izpostavlja kot relevantne, ona je pa za mojo prezentacijo relevantna, ker se usmerja prav v raziskovanje ustvarjanja, tudi iz področja kognitivne znanosti in pa obenem je njeno ozadje tudi v računalništvu, kar je relevantno za to temo. V svoji predstavitvi se sredotočam na te 3 značilnosti ustvarjanja. Novost, presenetljivost in vrednost. Cilj je, da v prezentaciji gremo čez te 3 na hitro. Torej, kar se tiče novosti, zdi se, da je ključna lastnost ustvarjanja med drugim to, da prinaša neko novost. In en pristop k razumevanju, kaj je na delu, ko računalnik napiše besedilo, je ta, da je računalnik le orodje, ki ga danes človek, na primer umetnik, uporablja pri svojem ustvarjanju, torej ideja o računalniku kot čopiču. Temu mnogi seveda oporekajo in protiargumenti v večini primerov slonijo na dejstvu, da globoko strojno učenje deluje tako, da nimamo jasnega vpogleda v to, kaj sistem umetne inteligence sploh naredi, ko ga uporabljamo. Na hitro rečeno, temu problemu v umetni inteligenci pravimo problem transparentnosti oziroma netransparentnosti. In problem je v tem, da mi damo računalniku neka navodila in vhodne podatke in računalnik da rezultat, ne da bi mi imeli jasen vpogled v to, zakaj je naredil točno to sliko ali pa to besedilo, ki ga je. Torej, računalnik za razliko od čopiča vedno doda nekaj novega, nepričakovanega k delu človeškega avtorja in tako vsaj ni le orodje, se zdi. Morda do neke mere vsaj tudi so avtor. In ta netransparentnost delovanja je po mojem mnenju tudi pomemben razlog, da produkte umetne inteligence vidimo kot novost, ker če bi imeli vpogled v to, kako je računalnik prišel do svoje rešitve, prav morda produkt ne bi več izgledal toliko zelo nov, ampak o tem več kasneje.
S tem se spet nekateri ne strinjajo in pravijo, da vsak, ki je kdaj slikal ali pa pisal pesmi, ve, da kolikokrat se v njegova dela prikrade nekaj nepričakovanega, packa čopiča, ki se zlomi in ostane na sliki, ali pa rima, ki ne znamo pripisati izvora in ga pripišemo pojmom, kot sta inspiracija ali intuicija. Vsako pravo ustvarjanje vključuje nek moment netransparentnosti, se zdi, in računalnik v tem smislu ni zelo drugačen. Torej, ustvarjalnost je računalnikom pripisana v veliki meri zato, ker se zdi, da v procesu našajo nekaj novega, in to je za ustvarjalnost se zdi ključno, nekaj, česar človek ne more predvideti in česar do tedaj v svetu ni bilo. Ustvarjal sliko, ki je dejansko do takrat ni bilo. In pri tem se sicer zgleduje po primerih drugih slik avtorjev, ampak kateri umetnik se ne. Zdi se, da računalnik ustvari na primer sliko v proces, torej vnese nekaj svojega in to rezultira v nečem novem. Kaj je to novo? To novost lahko razumemo v dveh, recimo, pojavnostih. Ena je ontološka in druga fenomenološka. Torej, ontološka novost je, recimo, lahko razumljena, če računalnik dejansko ustvari nekaj novega, česar prej v resnici ni bilo. Fenomenološka novost pa, če ljudje produkt umetne inteligence, na primer, občutimo kot novo stvar in se ji čudimo. Torej, gre za stvar našega odnosa do nje. Ker je torej novost ključna za ustvarjanje, nas bo pri presojanju, ali računalnik lahko ustvarja, zanimalo, ali računalnik lahko proizvede katerokoli od teh dveh novosti. Glede ontološke novosti, torej lahko umetna inteligenca res ustvarja prav ontološko nove stvari. Argument za pravi, da na prvi pogled bi lahko trdili, da generativna umetna inteligenca ustvarja nekaj zares novega, ker vsaka generirana slika predstavlja specifičen, edinstven izdelek, ki prej ni obstajal. Ta slika ima lahko svojo lastno obliko, neke specifične lastnosti. Na nek način torej v bistvu gre za to, da prej take kombinacije barv, oblik, tekstur v resnici ni bilo. In to bi nakazovalo, da generiranje neke slike res ustvarja nekaj, pravim pomenu besede, novega. Proti pa govori argument, da lahko na nek način trdimo tudi, da ta novost ni zares ontološka, ker je slika na nek način derivat prejšnjih slik, ki so bile uporabljene v učnem procesu. Torej, da generativna umetna inteligenca ne izumlja ničesar na povsem res nek neodvisen način, ampak pravzaprav bolj kot ustvarja neke kombinacije že obstoječih vzorcev, kar pomeni, da ne gre za popolno ontološko novost, ampak za rekombinacijo že obstoječega materiala. Gre za, v bistvu, za na prepoznanih vzorcih temeleč nov vzorc. To bi lahko rekel, zato bi lahko se zdi rekel, da slika ni zares nova, ampak je variacija ali pa rekonstrukcija nečesa, kar že obstaja. Odgovor bi verjetno bilo treba iskati v smeri raziskav na področju ontologije in kaj mislimo z zaresno novostjo. Torej, če vzamemo ontološko novost kot neko absolutno ustvarjanje, morda celo iz nič, tako ex nihilo, potem bi generativna umetna inteligenca verjetno ne prešla tega praga. Če pa razumemo novost kot ustvarjanje nečesa, kar ima samostojno obstojnost in ni neposredna kopija prejšnjega, da je to dovolj, potem verjetno generirana slika na nek način je nova. Kakorkoli že, karkoli že mislimo sprava novost in ali umetna inteligenca dosega ali ne, se zdi, da je pravzaprav pri ontološki novosti gre za to, da je umetna inteligenca relativno blizu človeku. Težko si mislimo, da človeški umetnik iz nič ustvari nekaj zares dobesedno novega, mnogokrat je to lastnost, ki lahko pripišemo le Bogu, brez zunanjih vplivov, izkušenj iz preteklosti, vplivov drugih delov zgodovine umetnosti, tudi človek se zdi ne more ustvarjati, obenem pa dejansko ljudje ustvarjamo dela, ki jih prej ni bilo. Skratka, v vsakem primeru se zdi, da je umetna inteligenca v tem smislu blizu človeku. Glede fenomenološke novosti, pa kot rečeno, fenomenološka novost s tem izrazom je mišljeno neko subjektivno doživljanje nečesa kot novega, nečesa, ki ne temelji zgolj na objektivnem obstoju nečesa edinstvenega, ampak na posameznikovi zaznavi in presenečenju ali vrednotenju v primerjavi s preteklimi izkušnjami. Skratka, da se novost pojavi, kadar nekaj odstopa od pričakovanega oziroma znanega, vendar pa ni
nujno zagotovljena z ustvarjanjem novega predmeta. Ali umetna inteligenca lahko prinaša takšne novosti? Leta 2017, že 2017, precej prednje generativna umetna inteligenca postala tako dobra, kot je danes, so raziskovalci z 2 ameriških univerz in Facebooka pripravili raziskavo, kjer so ljudem pokazali na stotine slik in jim dali nalogo, da ovrednotijo značilnosti, kot so novost, kompleksnost, presenetljivost, struktura, presunljivost in tako naprej. Nekaj slik je bilo seveda človeškega izvora in nekaj jih je ustvarila umetna inteligenca. Poleg tega so morali udeleženci oceniti tudi to, a je sliko ustvaril človek ali računalnik. Testirali so raziskovalci predvsem, ali lahko ljudje ločimo delo računalnika od človeškega dela in drugič, ali računalniki lahko ustvarjajo. To je mogoče malo preveč ambiciozno za tako empirično raziskavo, ampak testirali so, ali lahko proizvedejo nekaj, kar deluje kot novo in ljudi preseneti, ali izgleda zgolj kot posnemanje že obstoječih del. In izkazalo se je, da so udeleženci računalniškim slikam pripisali več novosti, v smislu novelty, več kompleksnosti in presenetljivosti, bolj so se jim čudili in tako naprej. Prav tako so večino algoritemskih del označili za človeška dela. In raziskovalci so zapisali potem, da dejstvo, da so udeleženci menili, da so slike, ki jih je ustvaril stroj, namerne, torej da je za njimi neka intenca, so vizualno odlično strukturirane, da so sporočilne in navdihujoče, na podobni ravni kot dejanska človeška umetnost kaže, da udeleženci te slike vidijo kot umetnost. Ta izjava je mogoče nekoliko premočna, tudi ne naslovijo posebej preskoka iz govora o možnosti računalniškega ustvarjanja na govor o računalniški umetnosti. Kot rečeno v uvodu, ta distinkcija se malo zabriše tudi v moji predstavitvi, tako da bomo vsenkrat sklepali na pomenljivost izjave teh raziskovalcev. Torej, fenomenološki vidik novosti umetna inteligenca torej na nek način se zdi dosega. Kaže tukaj omeniti, da je stvar lahko fenomenološko nova tudi iz perspektive osebe, ki ustvarja, ne nujno le iz perspektive občinstva, in prav v tem smislu že omenjena avtorica Bowden v več svojih delih na nek način prav temu, čemur smo mi rekli ontološka in fenomenološka novost, ima pripisuje, da vsaka vodi v različno ustvarjalnost. Ena v zgodovinsko ustvarjalnost, oziroma historical creativity, in druga v psihološko ustvarjalnost. Povedano zelo preprosto je, če se 8-letni otrok domisli enega vica, katerega prej še ni, ki že obstaja, ampak on ni vedel, da obstaja, mu lahko pripišemo psihološko ustvarjalnost, ne pa tudi historične oziroma zgodovinske, ker je vic prej že obstajal. Torej, glede novosti kot prvega kriterija, ker se zdi, da ontološke novosti v tej močni različici najbrž ne dosega umetna inteligenca v pravem pomenu in po drugi strani niti človek verjetno. Fenomenološko pa se zdi, da računalniška dela vzbujajo občutek novosti, lahko sledeč temu kriteriju ustvarjanja kot novosti rečemo, da jo umetna inteligenca na nek način dosega in torej lahko ustvarja. Ampak kot rečeno na začetku, ta prinos nečesa novega, če tudi nujni pogoj za ustvarjalnost, prav morda ni dovoljšni pogoj, pomembna sta torej vsaj še te dva kriterija, presenetljivost in vrednost. Glede presenetljivosti, Bowden pravi, da v splošnem pride do presenetljivosti na 3 načine. Torej, ko vemo, da je nekaj možno, ampak je malo verjetno, torej na nek način, ko je stvar proti statistiki, ko naprimer zadanem na lotu. Druga možnost je, da smo presenečeni, ko ne vemo, da je nekaj možno. Njen primer je, da naletimo na neko zelo lepo vasico med 2 avtocestama, kjer je nismo pričakovali in morda ni označena na zemljevidu. Torej, smo presenečeni nad njo in nismo vedeli, da je malo možnosti, ampak nismo sploh vedeli, da je možno. In tretja je presenetljivost, ko se zgodi nekaj, kar se nam prej kaže kot nemogoče. Primeri ponavadi vključujejo razne tehnološka odkritja, kot avioni, telefoni in tako naprej, ko recimo ljudstvom iz nekih amazonskih pragozdov, ko oni vidijo telefone, so
presenečeni na ta način. Ne vejo točno čisto res, kaj se sploh dogaja. In Bowdenova pravzaprav pravi, da tem trem oblikam presenečenosti lahko ustrezajo 3 oblike ustvarjalnosti, ki iz tega izhajajo. Prva, kombinatorna ustvarjalnost nas preseneti, ker združi znane elemente na nepričakovane načine. Eksplorativna ustvarjalnost nas preseneti, ker razkrije nekaj novega znotraj že obstoječega prostora, ker je bilo ves čas mogoče, ampak prej nismo opazili oziroma se domislili. In pa transformativna ustvarjalnost nas preseneti s tem, da spremeni neke morda temeljne pojme in ustvari nekaj, kar se nam je prej zdelo res nemogoče, torej ne le, da najdemo nekaj novega v neki domeni, ampak zamajamo pravila, temelje domene same. In nas seveda interesira v tej predstavitvi vprašanje, ali umetna inteligenca lahko preseneča na te 3 načine, ki kažejo na 3 vrste ustvarjalnosti. Torej, združevanje idej. Kombinatorna ustvarjalnost, združevanje stvari na nove načine. Načeloma umetna inteligenca, generativna umetna inteligenca lahko dosega. ChatGPT si lahko na naš ukaz zmisli vic, tako da povezuje že obstoječe ideje. To je moj včerajšnji poskus, ko sem vprašal ChatGPT. Vic, ki se ga je domislil, je Why did the AI's art get so much attention? Because it always knew how to generate a reaction. Smešen ali pa ne, gre za povezovanje tega, da je 2 različna pomena ali pa 2 različna primera rabe izraza to generate navezal na kaj počne umetna inteligenca in na frazo to generate a reaction. Torej, zdi se, da eksplorativna ustvarjalnost na nek način lahko pod temi kriteriji dosega. Eksplorativna ustvarjalnost nas tudi načeloma lahko dosega. Primer je igranje šaha, kjer odkriva nove načine znotraj pravil, lahko opazi nekaj, kar je sicer ves čas že tam, ampak sami ne bi opazili oziroma se domislili, naprimer, lahko se domislili novega načina ocenjevanja vrednosti kraljice v neki specifični poziciji. Torej, tudi se zdi, da načeloma lahko, transformativne ustvarjalnosti pa seveda ne. Torej, računalniki težko odkrijejo nekaj tako novega, da bi dobesedno spreminjali sama pravila. Ponovno primer šaha, izven pravil šaha računalnik ne more stopiti, razen če mu tega eksplicitno ne dovolimo, kar lahko storimo samo v obliki novega pravila, iz katerega ne more stopiti. Za nas je torej ključno to, tako zelo plastično, morda preveč strukturirano, ker so stvari vse bolj zamegljene, ampak za neko ponazoritev, za nas je ključno to, da se zdi, da če že dosegajo prvi 2, do neke mere zadovoljujejo kriterij presenečenja. Ampak za mnoge to ni dovolj. Mnogi so mnenja, da prav ta tretja, transformativna ustvarjalnost, je ključna, da lahko govorimo o dejanski kreativnosti. In to je malo povezano tudi z vprašanjem dejanske novosti, o katerem smo prej govorili. Umetna inteligenca in avtorstvo, do tistega tretjega kriterija vrednosti se bomo povrnili kasneje. Torej, umetna inteligenca in avtorstvo, in čeprav je večina današnje literature o tej temi predvsem vezana na področje prava, to je to stvar, kar bo treba zdaj urediti, nas zanima vprašanje predvsem v luči povedanega o ustvarjanju. In mnogi so mnenja, torej, da ni dovolj, da umetna inteligenca dosega kombinatorno in eksplorativno ustvarjalnost. Prav to, da ne dosega transformativne ustvarjalnosti, je dokaz, da ne more biti zares izvirna in da ne more biti zares originalna. Torej, odkriva lahko sicer nove povezave in možne poti znotraj omejitev, ne more pa stopiti izven njih. Rekli smo, da umetna inteligenca morda ne more ustvariti ničesar novega v prej omenjenem ontološkem smislu, niti v tem transformativnem smislu, ker pravzaprav umetna inteligenca res deluje tako, da zelo dobro prepoznava vzorce v podatkih, ampak počne v bistvu res torej to. Prepoznava vzorce, ki so že tam in jih tvori v sicer nove vzorce, a ne izvirno originalno novost. Uporabljeni podatki so človeški algoritem, oziroma koda je človeška, naloge in njene omejitve
da človek in algoritem samo poišče vzorce. Morda gre torej za izvirno povezovanje, ne pa za morda ustvarjanje novega. In te omejitve so za mnoge dovolj, da rečejo, da umetna inteligenca ne more biti zares originalna. In prav ta neizogibna človeška vpletenost je eden od razlogov, da umetne inteligence ne razumemo kot pristnega avtorja. Druga, seveda je, oziroma druga pomembna plat težave podeljevanja avtorstva pa je dozdevna nujnost zavesti, ki omogoča subjektivnost, intencionalnost, tudi odgovornost in tako naprej, in teh umetna inteligenca seveda nima. In čeprav obstajajo tudi drugi pogledi na avtorja, je človeški intuiciji še vedno zelo blizu ta tradicionalen pogled, da umetna inteligenca ni avtor v pravem pomenu besede, in tudi na to kažejo nekatere raziskave izvedene iz ZDA, kjer je za večji del populacije se kaže kot očitno, da umetna inteligenca ni zares avtorica. Če se je izkazalo, da sledeč prvima dvema kriterijama za ustvarjalnost, torej novost in presenetljivost, da se izkaže, da vsaj nekatere poglede umetna inteligenca, da vsaj za nekatere poglede umetna inteligenca lahko je ustvarjalna, se pri vprašanju avtorstva še dodatno zaplete. Odvisno sicer torej od teorije oziroma pristopa, od formalizma, strukturalizma, postmodernizma in tako naprej, ampak vsaj v nekem tradicionalnem smislu je še vedno prevladujoče, da je bilo pri ustvarjanju in še posebej v umetnosti, to je zdaj prehod v umetnost, še posebej v kontekstu umetnosti, vedno očitno, da je vsako delo imelo avtorja. Da ga morda nismo poznali, morda recimo v primeru ljudske glasbe, pa morda je bilo avtorjev več, ampak očitno je bilo, da avtor obstaja. In izhajajoč iz te intuitivne predpostavke o nujnosti odnosa med avtorjem in umetniškim delom, lahko prepoznavamo današnjo situacijo, kjer smo pred tremi možnostmi, vsaj tremi možnostmi. Prva, da generativna umetna inteligenca je v pravem pomenu besede avtor, druga, smo priča ustvarjanju umetnosti brez avtorja, ali tretja, da produkti generativne umetne inteligence niso umetnost. In prvi se načeloma lahko pod našimi pogoji odpovemo, ker generativna umetna inteligenca ne dosega najpogosteje omenjenih ključnih lastnosti avtorja, ki smo jih prej našteli, torej originalnost, subjektivnost, intencionalnost, odgovornost in tako naprej. Da bi se lahko podpisali po to trditev, bi večina ljudi verjetno rekla, da bi morali redefinirati in razširiti pojem avtorja. Drugo trditev lahko vzamemo resno, če redefiniramo umetnost, definicija katere mimogrede še vedno pogosto vključuje prav besedno zvezo človeška dejavnost, pri čemer bi prišlo do morda neke nove različice smrti avtorja, ker avtorja od samega začetka pravzaprav ni. In pa tretja možnost, ki je pravzaprav se zdi zelo blizu intuiciji večine ljudi v tem trenutku. In zakaj je temu tako? Moj zaključek je v nekem smislu nakazuje odgovor na vprašanje, zakaj generativna umetna inteligenca morda ne more ustvarjati umetniških del. Že omenjena raziskava, ki je bila izvedena v ZDA, in tudi nekatere druge raziskave pokažejo še nekaj zanimivega. Raziskave kažejo, da računalniško umetnost cenimo manj kot človeško umetnost. Ta vidik raziskave sem prej namenoma zamolčil, da ga lahko zdaj uporabim kot punchline. Skratka, en model skupine, ki je ocenjeval omenjene lastnosti slik, torej novost, kompleksnost, presenetljivost in tako naprej, so prej povedali, katere je ustvaril človek in katere računalnik. In izkaže se, da če en model skupine vnaprej povemo, kdo je ustvaril katere slike, so rezultati precej drugačni, kot če ljudje ne vemo, da je slika računalniškega izvora. Skratka, to, da vemo, kakšnega izvora je slika, vpliva na to, kakšno vrednosti pripišemo. In raziskave kažejo, da računalniško umetnost cenimo manj kot človeško umetnost, ampak le, če vemo, da je računalniška. In v tem se kaže neka človeška pristranskost do algoritemskega ustvarjanja. Morda smo pristranski zaradi predsodkov do zmogljivosti umetne inteligence ali pa celo zaradi nekih svojih negotovosti, ko se določenim edinstvenim, dozdevno edinstvenim lastnostim človeka ne želimo odpovedati. Vsaj delno pa mora biti razlog tudi to, da tudi če umetna inteligenca lahko ustvarja umetniška dela, ne vemo dobro, kaj bi z njimi. In sam menim, da je naša pristranskost v tem smislu povsem na mestu. Tu se dotaknemo zdaj tretjega kriterija, ki smo ga ves čas navajali, poleg novosti in presenetljivosti, torej vrednosti.
Ustvarjalnost naj bi vodila do nečesa, čemur podeljujemo vrednost. Lahko je to zanimivost, lahko je provokativnost, lahko osvetlitev nečesa, lahko je estetska vrednost ali lahko je humoristična. In prav morda umetna inteligenca lahko ustvarja, ker lahko morda ustvari nekaj novega, presenetljivega in vrednega. Naprimer, če si predstavljamo, da je tisti vic prej bil hecen, lahko ustvarja nekaj, kar ima vrednost, vsaj humoristično morda. Ampak kaj pa umetniška vrednost generiranih del? Obstajajo roboti umetne inteligence, ki mečejo žogo na koš 100% natančnostjo, obstajajo robotske ekipe, ki igrajo nogomet in več 100 kilometrov dolge tekme samovozečih avtomobilov čez puščave, ampak zaenkrat ni veliko zanimanja, da bi ljudje spremljali te stvari. Torej, čeprav je iz tehnološkega vidika stvar zanimiva, iz športnega pač ni. Pomen športa je vsaj v veliki meri prav v tem, da se človek pomeri ali z drugim človekom, ali s svojimi zmožnostmi in torej prav človeškimi omejitvami. In najverjetneje je z umetnostjo enako. Torej, morda ključno vprašanje ni, ali umetna inteligenca lahko ustvarja, niti ali umetna inteligenca lahko ustvarja umetniška dela, ampak ali nam do take umetnosti sploh je. Vkolikor je umetnost razumljena kot takšna ali drugačna različica človeškega izražanja, neke človeške izkušnje, umetna umetnost, tudi če je mogoča, za človeka v kratkem najbrž ne bo imela resne vrednosti in s tem resnega pomena smisla. V tem, da je z umetno inteligenco generiranih produktov vedno več, tiči nek paradoks, da vse pogosteje tudi v umetniške namene generiramo vedno več artefaktov brez jasnega, vsaj umetniškega pomena za ljudi. Morda torej sledeč predstavljenim kriterijem lahko pristanemo na to, da je v nekaterih pogledih in primerih umetna inteligenca dejansko lahko ustvarja, najbrž pa ne ustvarja umetniških del. A verjetno toliko, kot generativna umetna inteligenca nekaj prispeva k umetniškemu nihilizmu. Mimogrede, to, če ste se spraševali, kakšno povezavo ima moja tema s konferenco o nihilizmu in smislu, zdaj ta poved odpravi vse možne dvome. Torej, verjetno toliko, kot generativna umetna inteligenca nekaj prispeva k umetniškemu nihilizmu del, kjer ni jasno, kakšen je smisel za njimi, toliko se mu človeška umetnost lahko zoperstavlja. Morda je umetnost poklicana, kot ni bila še nikoli do danes, da ustvarja, že zato, da ohranjamo tudi v zavesti, ne le terminologiji, jasen občutek za razliko med ustvarjanjem in generiranjem. Najlepša hvala.